Kot vidite, nisva dva, ampak sem sam. Nažalost je Vili zadržan v zadnjem momentu, mi je povedal soudeležbo, očitno imamo neke bolj pomembne stvari v podjetju, kjer rešujejo neke težave in se tega ni mogel udeležiti. Bom probal njegov del na kratko tudi sam predstaviti, ne poznam vseh podrobnosti, ampak bil sem pa del enega tega, kar bom povedal. Torej, moja agenda je sledeča. Najprej bom predstavil na kratko podjetje, v katerem delam in Dassault Systems podjetje, kjer je naš glavni partner pri vsem našem delovanju. Potem bom govoril o samem tej PLM platformi, to je moja glavna tema današnja, in na koncu tudi bom predstavil tudi ta projekt TPV for Light, ki smo ga skupaj s podjetjem TPV oziroma smo v zaključni fazi, zaključen bo čez en mesec približno. Torej, podjetje CAD-CAM je del CAD-CAM grupe, ki deluje na področju 4 držav. V vsaki državi je samostojno podjetje, skupaj nas združi lastništvo in s tem nekako zagotavlja tudi predvsem to, da si lahko neke določene kadre med seboj posojamo, kakšni specialisti niso na razpolago po vseh področjih, zato jih imamo na enem področju mogoče več in lahko delujejo znotraj skupine. S tem zagotavljamo tudi neko višjo kompetenco pač na projektih, ki jih izvajamo, da pokrijemo vse neke, bi rekel, segmente, ki jih nek projekt zahteva. Ukvarjamo se z v bistvu prodajo softvera, z svetovanjem teh rešitev in tudi z nekim, imamo tudi lasten razvoj softvera, ki dopolnjuje neke rešitve in izvajamo seveda izobraževanja za vse te rešitve. Naš glavni partner je Dassault Systems, to je svetovna multinacionalka, poznana zelo dolgo, to je neka zelo na kratek oris njihove zgodovine, začeli so z leta 1981 z 3D dizajnom, potem so neki drugi imeniki, zadnji glavni imenik je ustanovitev te platforme 3D Experience, ki združuje več disciplin, več o tem bom povedal tekom prezentacije. Je pa Dassault Systems poznan in tudi po zadnjih podatkih od CIMdata še vedno vodilna v svojem segmentu na tem področju, ki ga pač mi nekako zastopamo tudi tukaj. To so podatki iz letošnjega leta, ki se ga organizaciji CIMdata nekako objavili pred enim mesecem. Torej, neke teorije v PLM področju, Product Lifecycle Management je proces upravljanja celotnega življenjskega cikla izdelka od začetnega koncepta konstruiranja tehnologije do proizvodnje, prav tako vključuje vzdrževanje, servisiranje in razgradnjo. In PLM povezuje ljudi, podatke, procese, poslovne sisteme. To so besede iz mojih začetkov iz leta 2003. Tako da v bistvu nič od tega se seveda ni, kaj dosti bi rekel, nič od tega ni izginilo, vse to še zmeraj obstaja, le da se zadeve mogoče danes malo drugače tretirajo, ki rečemo, da je Product Lifecycle Management strateški poslovni pristop, kjer vključuje dosleden nabor rešitev. Se pravi, PLM podpira skupno ustvarjanje, uporabo, upravljanje, razširjanje intelektualne vsebine povezanih z izdelkom, ki jih delamo. Torej, vse informacije o izdelku, vse to je vključeno v platformo. In to predstavlja neko digitalno preobrazbo, ki jo opravi podjetje z vpeljavo neke platforme. To so pa neke besede, ki jih imamo neke glavne, bi rekel, definicije, ki jih uporabljamo danes. Torej, katere so te funkcionalnosti? Seveda upravljanje s podatki o izdelku, upravljanje z verzijami dokumentacije, upravljanje s procesi dela, podpora concurrent engineeringu, administracije pristopov. Potem imamo tukaj tudi širši pogled na to, se pravi vodenje zahtev, ki jih dobimo od zunaj. Vodenje in so seveda povezani z samimi procesi o izdelku. Vodenje projektov, ki je tudi povezano seveda z samim izdelkom, mogoče na nekem drugem višjem nivoju. In vodenje sprememb, kosovnic in tako dalje. Torej, vsi ti poslovni procesi vključujejo različne ljudi in
kot vidimo mogoče tukaj iz te slike, vsak, ki zastopa neko svoje področje, ima svoj umestnik, svoj pogled do istih podatkov, kar je nek ključ. CAD integracija je neka osnova, torej danes je CAD že čisto neko normalnega, vsako podjetje, ki načrtuje neki izdelek, ima seveda CAD orodje, katerokoli že to pač je svetovnega formata in je tukaj, nisem zanalašč pokazal CAD orodje, ampak rezultat, ki ga pa vidi recimo lahko nekdo drug, ki nima tega CAD orodja, pa vseeno hoče pristopati do podatkov in s temi podatki nekaj upravljati, narediti, ga nekaj zanima iz nekega drugega vidika. Recimo ena od takih funkcij, ki jih lahko naredi, je primerjava. Se pravi, vzamem verzijo 1 kosovnice in verzijo 2 kosovnice in brez nekih dragih orodij lahko to enostavno primerjam, vizualno mi primerja spremembe, mi primerja, kaj je razlika v kosovnici in vse pač tudi ostale metapodatke, kdaj je bilo narejeno in tako. Tako zelo enostavno lahko vključimo uporabnika, ki torej nima nekega naprednega znanja konstruiranja in nekih orodij in vseeno pride do zelo pomembnih informacij. Če gledamo mogoče pa en tak proces, kako poteka pri vsem skupaj, sem ga razdelil v nekih 9 korakov. Seveda začne se že verjetno predno je projekt dejansko nominiran in se začne delati, se začne že tudi v prodajnih fazah, kjer se delajo neki koncepti in se potem to uporabi, ampak vseeno. Torej, projekt podjetje pridobi za izdelavo nekega izvedbe, nekega svojega izdelka, nove verzije in gre, najprej se seveda loti projektni vodja, ki naredi plan same izvedbe, potem imamo tukaj inženirje, ki izdelajo kosovnice materijala, ki izdelajo sam dizajn, vključi se lahko tudi product system engineering, pomeni, da se vključijo ljudje recimo iz marketinga, ki ta izdelek poimenujejo, mu rečejo, to je basic model, lahko je komfortni model in kakorkoli. In vse te marketinške poimenovanja našega izdelka poveže z podatki od inženirjev. Ker recimo 2 modela različna, ni nujno, da se zelo veliko razlikujete, lahko se razlikujete samo v nekih 10% ali pa še manj samih sestavnih delov. In s tem izkoristimo praktično vso znanje, samo različne izvedenke. Potem gre v advanced engineering do preračunov, trdnosti, izdelava orodij in v proces planiranja same izdelave in do praktično same izdelave. Pa nisem hotel, to ni glavna stvar. Za pokrivanje celega tazga procesa je seveda potrebna platforma, ki ima v sebi nabor vseh različnih aplikacij, ki pokrivajo vse te korake, ki jih je potrebno praviti od začetka, se pravi projekta do končne same izdelave. In to je recimo platforma 3D Experience, Adosoja, zelo bogata, tukaj niti niso vse aplikacije, pa hotel sem pokazati celo množico teh aplikacij. Pa bi se mogoče posvetil tudi malo neki moderni, se pravi PLM ni več samo čisto inženirsko orodje, ampak tukaj vidimo, da recimo se gre tudi v neke bolj socialne pristope. Torej, aplikacija Swim recimo predstavlja lahko zbiranje idej za neke nove inovacije. Tukaj vidimo recimo Innovation Funnel, kjer se ljudje prijavijo na platformo, glasujejo oziroma prijavljajo svoje ideje, glasujejo za ideje svojih kolegov in nekako prek več različnih korakov te ideje lahko pripelje do nekih končnih večjih odločitev in se potem vse te ideje lahko dejansko pretvori direktno v projekt oziroma v nek spisek nekih zahtev in dejansko grejo tudi v razvoj. S tem zajamemo neko širšo znanje, delamo na istih podatkih, kot dela potem tudi kasneje vsak naslednji v samem procesu pri dokončne pač realizacije izdelka.
Potem si tukaj dostop do teh informacij. Tudi ne potrebujemo več samo dragih delovnih postaj, da bi prišli do nekih informacij, ampak so te informacije na razpolago ali na tablici in tudi na mobilnem telefonu, recimo za sprejemanje nekih določenih odločitev, dejansko ne potrebujemo pač nekih delovnih postaj. Kar je v današnjem hitrem svetu lahko zelo ključno in to so pač lahko zelo koristen način. Naslednja stvar, ki jo hočem pokazati, je tudi deljenje z širšim svetom. Se pravi, vsi, ki delate neke izdelke, verjetno nimate 100% pokritih resursov za vse procese znotraj podjetja, ampak sodelujete z partnerji, ki so izven podjetja. In recimo tukaj pokažem, kako lahko podatek, ki ga imam v svoji bazi, preko public linkov delim z zunanjim svetom, seveda v neki kontrolirani obliki. In če se ta podatek tukaj spremeni, bo tudi zunanji partner dobil spremenjeno verzijo. Ta 3D Swim in 3D Drive, ta Drive poznamo Google Drive, poznamo OneDrive, isto imamo tukaj svoj Drive, lahko tudi povežemo skupaj. Torej, iz Drive-a lahko direktno objavljamo interno in tudi seveda eksterno povabimo neke določene materijale. Vse za namen širjenja nekih informacij, ki so bile dolga leta in so še vedno v kakšni firmi last samo posameznikov v firmi. Potem so v bistvu orodja, ki so zelo pomembna, pri vsem tukaj tudi orodja samega iskanja. Kako priti do nekih informacij, ki so v bazi. In sama platforma že v sami osnovi ponuja vprašanje six-way tags, kot se kliče, se pravi who, when, what, where, why and how, ki so filtri za pristop do informacij in s klikanjem po teh filtrih zelo hitro dobimo svoj želen rezultat. Če pogledamo komunikacijo brez sistema, recimo, da imamo inženirja, ki hoče preveriti pri financah neke določene stanje, se to dogodi z recimo izmenjavo e-mailov, izmenjavo telefonskih klicev in ti telefonski klici oziroma maili ostanejo nekje lokalni. Dokler sta to dva, je nekako to še obvladljivo, sami skrbimo za to, ko se vključi v komunikacijo več ljudi, celo podjetje in še zunanji, s katerimi sodelujemo, je te komunikacije zelo veliko in je vsa brez neke zelo velike kontrole. Vsak skrbi za svoje, kdor je urejen, kdor ni, ima velike težave. Torej, če postavimo to vse skupaj kontekst sodelovanja na neki skupni platformi, pomeni, da vsa komunikacija poteka preko centralne baze in je dostop z orodji, ki sem jih opisal prej, bistveno lažji, hitrejši. S tem se poveča dostopnost. Avtorji informacij so zaščiteni, ker avtor je tisti, ki informacije da v sistem in se ne spremeni. Zboljša se seveda sodelovanje v firmi in posledično inovativnost. Kdaj je potrebna taka implementacija? Prav, ko hočemo izboljšati komunikacijo med oddelki, ko hočemo zmanjšati število sprememb. Več je tukaj naštetih nekih, mogoče vsak, če ste v tem segmentu, ki v industriji, lahko najdete mogoče kakšno stvar, ki bi jo zanimala. Recimo zgraditi bazo znanja, to je tudi dostikrat, ali pa zagotoviti boljše kvalitete informacij za planirane proizvodnje, ki sledi. In mogoče, kje ima največji vpliv? Iskanje podatkov. Vsi, ko se srečamo z industrijo, pravijo, da je vsaj 30% časa porabijo za iskanje informacij, kadar rabijo nekaj novega narediti. Potem je tukaj čakanje na odziv, v procesu so potrebne odločitve. Z dostopom, z različnimi sistemi do informacij za obveščanje, tukaj so še obveščanje po mailu, na telefon in tako naprej, je lahko hitrejše. Iskanje po zgodovini podatkov, nefleksibilni procesi dela,
podvojeno prizadevanje za več aktivnosti. Če imamo sistem, kjer je rab nekdo odobravati, da nekdo pristopa k projektu ali pa kopirati en projekt v drug projekt, ker se bo začel nov in tako naprej, rab biti kar nekaj ljudi udeleženih, da se začne nek nov projekt. Več je razlogov, kjer ima PLM sistem direkten vpliv. In potem, ko pridemo do izdelka, gremo tudi naprej, tisti, ki proizvajate. Se pravi, izdelek je samo začetek. Potem tukaj moramo zagotoviti material, moramo narediti plan proizvodnje in moramo zagotoviti vire za ta plan proizvodnje. In vse to skupaj še vedno govorimo o eni in isti bazi, o enih istih podatkih, ki jih imamo. Torej, kaj proizvesti, kje in kako in kateri so potrebni resursi. Ena taka slika potem tega matrična, recimo zdaj tako. Tukaj smo bili do zdaj in potem gre proti manufacturingu, gre proti planiranju resursov do mesa in se skupaj seveda spremlja ERP sistem. To je edina stvar, ki ni del našega, bi rekel, portfolija, tukaj SAP. To je v prvem delu to, zdaj pa mogoče še na kratko o tem našem projektu TPV for Light. S podjetjem TPV smo šli skupaj partnersko in še 3 druga podjetja v projekt pametne tovarne. Zdaj cilj projekta je pač posodobiti samo poslovanje, zagotoviti posodobiti več različnih tehnoloških procesov z nekimi novimi tehnologijami, tudi vizualno-glasovnimi tehnologijami in druge omogočitvene tehnologije v korak k temu, da bi pač imeli pametno tovarno, kot temu rečemo. Tukaj vidimo, je bil izdelan virtualni dvojček, se pravi virtualni in realni del. Torej, ta del projekt TPV for Light ni samo PLM projekt, katerega del je ta projekt, ampak je veliko širši. Zdaj, vidite, bi to zelo dobro razložil, pa jaz tu v ta del nisem bil vključen, bil sem samo vključen v ta del implementacije PLM sistema, kjer smo prišli do nekega takega procesa in ta proces je bil nekako izpeljan digitalno. Torej, od začetka projekta, sestave projektnega tima, kreiranje kosovnice, materijala, potem v bistvu gre to vse skupaj do preračuna trdnosti, ker je pač podjetje TPV ima tendenco k temu, da zagotavlja čim lažji proizvod, torej so te preračuni zelo pomembni in potem se v bistvu odloča o redizajnu na podlagi tega preračuna in se ta cikel vrti, dokler niso zadovoljni z svojim izdelkom in ta krog tukaj pomeni pa še to, da grejo tipično čez 4 faze, torej čez konceptno fazo, development fazo, prototipno in serijsko proizvodnjo. In vsi ti 4 krogi nekako se zavrtijo z posameznimi odobritvami, odločitvami, ki nastajajo v posameznih korakih. Torej, to je to, kar sem imel pripravljeno, mogoče če še kakšno vprašanje, sicer pa hvala lepa.